Matjaž, čestitke za to tekmo in čestitke seveda tudi za tretje mesto v skupini. Ja, pričakovano težka tekma, v kateri smo trpeli, ampak hkrati imeli mogoče celo neke čistejše priložnosti, da bi lahko tekma šla tudi v drugo smer. Čestitke in kompliment fantov in mislim, da smo na koncu zasluženo prišli do rezultata, v katerega je malo kdo verjel po drugem krogu v tej skupini. Bravo fantje, bravo vsi okrog njih in mogoče bolj vesel kot ostanka v skupini B sem to, da sem dobil ekipo, da sem dobil sodelavce, ki imajo jajca. So it was a tough game? Nisem aludiral na nič. So, it was a tough game. Yeah, we were under pressure a lot, but we had nice chances, we had good chances, pure chances, and the game could have gone the other way. Congratulations to my guys. We got the result that many people didn't believe we could achieve after the second game in this group, and I'm proud of the guys. They show that they have character. This second was the best. Okay, so for the coach, vaše vprašanje za selektorja. Selektor, omenili ste drugi krog, omenili ste Beograd, tisto tiskovno konferenco, na kateri ste nekako rekli, da morda razmišljate tudi v smeri, da se to ne bo išlo v pravo smer, da imate vsega dovolj, potem pa preobrat 4 take tekme. Kaj se je zgodilo med Beogradom in Stockholmom, oziroma kaj se je zgodilo po Beogradu, da ste potem dobili vse, kar ste dobili? Ja, mogoče malo stvar, o kateri bi lahko malo dalj časa govorili, ampak v bistvu vsega je, jaz sem dobil COVID, nisem mogel voditi 2 tekme. Mogoče je to dalo nek zagon, neko novo energijo z strokovnim štabom, ki ga imamo okrog sebe in ki pokazali vsaj toliko zavzeti fantje na igrišču. To je še en velik. In včasih je dobro, da mogoče za strani vidiš nekatere zadeve. Jaz nisem bil žalosten ali ljubosumno, karkoli, jaz sem bil neizmerno vesel, ker sem se na koncu jaz odločil za to, kdo bo zraven mene. Povezali so se skupaj v tistem momentu, reagirali tudi na nekatere stvari, ki niso bile dobre, ki so za diskusijo, ampak jaz mislim, da samo takšne zadeve lahko pripeljejo do nekega pozitivnega odziva, če so ljudje pravi. Nekateri bombari bi reagirali na svoj način, pa bi bilo to neke zamere, pa kuhanje. Ne, oni so enostavno v glave skupaj, pa bodo pokazali na igrišču in uspelo nam je zdaj, da iz nekih delov tekme pridemo v celoto. Predvsem pa mislim, da imamo drugačen gard zdaj, da imamo drža telesa je drugačna, ko gremo igrati. In včasih ste preštevali, kolikokrat smo mogoče udarili proti golu, danes je kar dobro sevalo na vse strani. Je pa res, res kompliment švedski reprezentanci, bili so pod pritiskom, naredili so pritisk na igrišču, trpeli smo, bili so pa neverjetno fair do zadnje sekunde in takšna tekma ti da neko veselje za ta poklic, v katerem pač smo, ki je težek, ki je od danes jutr, ko je vse skupaj črno. Tako da, ja, verjetno se je moralo zgoditi dosti teh stvari, da smo se povezali in še enkrat bolj zadovoljen, srečen sem kot ostanka v skupini B, ki ga je malo kdo pričakoval, ker skupina je težka, če kdo za Slovenijo, če hoče kdo to priznati ali pa ne. To, da v skupino fantov, da sem dobil ekipo in da imamo okrog sebe sodelavce, mlade fante, polne energije, polne želje za dokazovanje, ki so to dokazali tudi tisti momenti, ko meni ni bilo zraven. Kaj vam duhu te ekipe pove Jasmin Kurtič, ki je suspendiran zraven, ki stoje spremlja celo tekmo in ki je potem z vami na igrišču na koncu v tistem vašem zdaj že kultnem krogu? Ja, v tistem kultnem krogu je enostavno prav, da pozabiš nase kot selektor, kot trener, kakorkoli, in da daš
pač besedo nekomu, ki si za svojim odnosom, svojim dejanjem, svojim karakterjem zaslužil. In jaz vam povem, niti v sanjah ne bi tako dobro povedal, kot je jaz povedal v krogu. Tudi zaradi tega je mogoče en igralec, ki včasih živcira, ampak je neverjetno pomemben za ekipo. Samo še eno vprašanje imam, kako dobro ste videli zadetek Benjamina Šeška s klopi in pa če ste si že ogledali kakšen posnetek, verjetno govorimo o Ostrovini, ki se bo vrtela še nekaj dni. Ja, del nekega dogovora, del nekega treninga skozi teden. Diagonala, odpiranje in gol, ki upam, da bo Benja še bolj potisnil v tisto pravo smer. Jaz sem bolj vesel, ko si lahko kdorkoli sploh misli, da je fant, ki na koncu smo ga pripeljali kot 18-letnega med nas, skozi težke tekme Lige narodov, pokazal, da lahko odigra 90 minut v seriji in da lahko asistira in da je eden od pomembnejših. In takšen gol mislim, da samo potrjuje znanje, ne več talent, znanje. In to, da verjetno bodo ekipe zdaj razmišljale, zdaj pa ni samo mogoče Oblak, ena zvezda, zdaj pa je tu še Beni, pa ne vem, danes dovolite mi, da omenim Jakob Jola. To je nekaj, kar mene izredno veseli, ampak če ostanemo pri Beniju, ja, zdaj se Beni z nami smeji, zdaj se zabava, zdaj uživa in nogomet je še vseeno za njega. On se igra nogometa in to se je videlo, danes ga je nagradilo, mislim pa, da tudi morajo vsi vaši švedski kolegi in vsi, ki so bili na stadionu, samo čestitati gol, ki ga je pač dal. Ja, še kar gre. Hvala lepa. Select vprašanje, any more questions for? Yeah, we'll take one here first in English. Coach, what in the way that Sweden played surprised you? Nothing. We know that they make the pressure. We know that they have a lot of energy to make a positive result. But we wait for our chances. We become this and we scored the goal. I think that we are very satisfied with the third place in this group. Naslednje vprašanje. Next question. Mislim, da je slabo povedal, ne? Jaka. Gospod selektor, še malce na vaše deljenje pred tekmo v začetni postavi Jana Mlakar je verjetno ni pričakoval res nihče. Zakaj je tako ta odločitev zaradi te švedske višine, fizike, kaj ste razmišljali o tekmi? Ste imeli torej kakšne posebne dileme, kdo naj zamenja Šporja ali Kurtiča? Ali ste se res tako odločili? Da sem jaz enkrat odkrit, kaj se tega tiče. Že dolgo, pravzaprav se ne spomnim, da v karieri sem imel toliko dilem, na kakšen način pa s kom iti v tekmo. Še enkrat več pa se je pokazalo, da so fantje, ki so okoli meni imeli neko energijo, imeli neko idejo. Zdaj to kdo, kaj, zakaj. Jaz sem rekel prej, da smo imeli mnogo več težav v nekih zadevah, pa poškodba Jana včeraj, pa neko stanje viroze, ki je v ekipi, utrujenost nekaterih, tako da mislim, da smo se odločili prav. Na koncu rezultat potrjuje to vedno, zdaj ne delam pametnega. Ne. Bilo je pa kar nekaj dilem zaradi tega, ker nisem bil čisto prepričan, da lahko, vedel sem, da nas čaka visok ritem, da bomo lahko zdržali tale duel, pa na koncu igrali smo brez dveh zelo pomembnih iz prejšnje tekme. Tako kot je vedno, pa tekmo zopet prinese nekaj novega. Dileme sem pa res imel, sem imel dileme in na koncu smo speljali to dobro. Pravzaprav naše razmišljanje je bilo to, z gardom, že z postavitvijo, povedati takoj vsem, da hočemo dati gol, da ne razmišljamo samo stopiti nazaj, ne vem, za tremi ali pa brez enega špica. In jasno je, da Beni potrebuje partnerja v napadu, ne, ali to Špoki ali to Mlakar, tako da te zadeve so nam bile jasne, ampak dosti dvomov je bilo. Hvala. Je še kakšno vprašanje, Leon? Čestitke, ne? Hvala.
Kaj ste v teh tekmah, v tej Ligi B, res so to precej močnejše tekme, kot so recimo v Ligi C. Kaj ste spoznali o sami vaši vrsti v smislu pozitivnega, kje pa največ dela še čaka za naslednji obstanek ali napredovanje? Kaj napredovanje, kam hočeš, da gremo val, kaj? Kar se tiče negativnosti, mislim, kar se tiče tistih zadev, ki morajo biti boljše, jih je toliko, da tudi ne bi hitro končala, zato raje govorim o tem, kar sem videl, kaj sem doživel, kar je poanta tega, to, kar sem rekel vašemu kolegu. Mislim, da smo dobili ekipo, rezultate včasih poljubi, včasih ne. Dobili smo ekipo, ki upa, ki ima dart, ki je po vsesplošnem obešanju za jajca imela dovolj moči, da grem preko tega, da se zaveda slabosti, ki smo jih pokazali, da se zaveda zaslužene kritike in na najbolj možen športni način pokaže, da hvala Bogu, da so lahko v športu tudi slabi dnevi, če si dovolj samo kritičen, objektiven, lahko iz tega prideš kot zmagovalec. Mi nismo prišli kot zmagovalci, ampak mi nismo 4 tekme izgubili v tej grupi in ostali v tej grupi, ker mislim, da je dober rezultat. Ni za to nekaj senzacionalnega, ni za to uvrstitev na velike tekmovanja, ampak v tej generaciji to še pride. Hvala. Kakšno vprašanje? Selektor, čestitke tudi z moje strani, malo je tudi meni pa Gorana verjetno glas zmanjkali danes, ampak to so sladke skrbi. Zdaj, ko ste omenili ta jajca, a so vseeno ta jajca, vi znate biti iskreni, če hočete, tudi malo pomagala, da je Slovenija zdaj takšna, kot je. Jaz sem že rekel neštetokrat, pa dolgo sem že v tem poslu, pa tudi dosti dobrega sem doživel, pa dosti slabega. Če si v sebi, ni treba vedno pokazati tega, če si pa v sebi dovolj objektiven, pa dovolj samokritičen, pa veš, da nekaj ni dobro, pa se delaš bumbara, pa bežiš od te resnice, potem na katerikoli način je to slabo. Seveda včasih se opozori med nami, včasih trener, včasih mediji, včasih navijači. Jaz, če je bil kdo po Beogradu zadovoljen, tist nima kaj iskati v nogometu. Jaz se ne strinjam, mogoče s teorijo nekaj, zdaj se pa mediji mogli narediti rom-pom-pom, da se je nekaj zgodilo. Jaz mislim, da je to kompletna zgodba. Da je to kompletna zgodba in da brez tega danes več ne gre. Vem, da se jih dosti v začinici ne bo strinjalo, ampak jaz pač vse to skupaj doživljam kot prostor, v katerem mora biti in spoštljivost in obojestranska komunikacija, predvsem pa objektivnost. In jaz sem prepričan, da ste danes oziroma boste hvalili in to se zgubi, ker si zaslužimo. Ampak če smo toliko neumni zdaj, pa mislimo, da pa zdaj to ne vem kaj. Mi smo danes odigrali eno tekmo v Skandinaviji proti nasprotniku, kjer Slovenija ni ravno blestela, pa so bile dosti mogoče po imenih in pa z rezultati boljše generacije. Tale generacija bo še zrušila, marsikakšen tabu. Tudi verjetno to, da je mogla požreti kako, ampak po Srbiji, jaz prvi, smo si pa zaslužili marsikaj, ampak prišli smo iz tega celi in jaz upam, da je to lahko samo neka smer v tudi našem komuniciranju na koncu koncev. Vse veste, danes je to sestavni del naše igre. Tisti, ki so na nekem nivoju, se tega zavedajo, tisti, ki igrajo na visokem nivoju, eni se še bojo mogli naučiti, kar se tega tiče, ampak zdaj ni problem v tistem od spodaj. To je pač besedna igra vse skupaj. Pomembno je to, da smo našli dovolj karakterja, da smo tudi mi mogoče na klopi potegnili vam nekatere igralce, ki v nekem momentu sploh nisi videl, sploh jih ni bilo na karti. Tako da, ampak jaz mislim, da pa to neko vodilo pokazati že z pristopom, z postavitvijo, da ne bomo stali v 16, pa ne bomo molili Boga, da ne bo zadev, ampak da gremo iskati te priložnosti, da gremo iskati te šanse. Danes smo prišli kar do, manjka nam pa ogromno, manjka nam pa še, to je pa druga pesem. Prosim.